Najlepša hvala. Tako kot lahko vidite na uvodni prosojnici, je moje predavanje o nekaterih klasičnih rezultatih iz teorije grafov. Zdaj, seveda, stvar debate je, kateri rezultati v teoriji grafov si zaslužijo ime klasični rezultati iz teorije grafov, ampak jaz mislim, da te, ki sem jih jaz izbral, da bi jih danes predstavil, vsekakor ni debate, spadajo v to kategorijo klasičnih rezultatov iz teorije grafov, tako da jaz sem si to današnje predavanje zamislil tako, kot je tukaj nakazano. Najprej par besed na začetku o tem, kaj sploh teorija grafov je, ko pa bomo potem se spoznali z osnovno terminologijo in osnovnimi definicijami, potem pa res lahko začnemo govoriti o nekaterih klasičnih rezultatih v teoriji grafov. Najprej bomo govorili o Eulerjevem obhodu grafa, potem o Hamiltonovem ciklu grafa, pa o Eulerjevi formuli in odvisno od tega, kako bomo s časom, potem na koncu še par besed o tako imenovanem izreku štirih barv. To je nekako plan za to predavanje. Zdaj, mogoče za razliko od velike večine drugih matematičnih teorij, se za teorijo grafov točno ve, kdaj in kje je nastala oziroma se je začela. Začela se je v pruskem mestu Königsberg, namreč skozi mesto Königsberg teče reka, ki se je takrat imenovala Pregel. Ta reka je mesto Königsberg razdelila na dva dela, tako kot je tudi tukaj na sliki razvidno. Poleg tega pa je reka oblikovala še dva otoka. No in oba dva glavna dela tega mesta Königsberg in pa oba otoka je povezovalo 7 mostov. Tukaj jih vidimo, ta most tukaj, tukaj, pa še ta. Zdaj, to je se dogajalo tam nekje v 18. stoletju. Situacija ni več taka, kot je tukaj na tej sliki razvidna. No, ampak kakorkoli že, v tistem času je bilo med meščani tega Königsberga je bila zelo priljubljena naslednja naloga oziroma uganka. A je možno se sprehoditi po mestu Königsberg na tak način, da gremo čez vsakega od teh 7 mostov natanko enkrat. Se pravi, dovoljeno nam je moramo iti čez vsak most, ampak čez noben most več kot enkrat. Čez noben most nam ni dovoljeno iti dvakrat, recimo, ali pa večkrat. In ta uganka, se pravi, a je tak sprehod po mestu mogoč, je bila v tistem času med meščani Königsberga zelo priljubljena. V tem času je v Königsbergu deloval tudi zelo znani matematik Leonhard Euler in je, mislim, da je bilo to leta potem 1736, to uganko rešil in to na tak način, da je njegova rešitev, kot sem omenil na začetku, pomenila začetek nove matematične teorije, ki se danes imenuje teorija grafov. No in v tem prvem delu, ko bom govoril, to se zdaj njemu na čast imenuje Eulerjev obhod grafa in v tem prvem delu bi potem predstavil to njegovo rešitev. Zdaj, mogoče samo še, kje ta Königsberg leži. Danes se to imenuje Kaliningrad in leži na tem delu med Litvo in Poljsko. En del je tam rusko ozemlje, ki je ruska eksklava, kot se temu reče, ki je del ruskega ozemlja, ki je ločeno od
ločeno od centralnega dela Rusije, ne? In kot rečeno je to zdaj po novem Kaliningrad, ne? Je bila pa ta, seveda, to je še vedno, ne, najbolj vzhodni del Rusije in je precej nedostopen tudi, ne, ker je, si mislimo, neverjetno precej vojaško pomemben, a ne. Tako, no, ampak prej kot se mogoče lotimo zdaj te naloge, teh 7 Königsberških mostov, dajmo najprej definirati določene objekte, o katerih se bomo danes skozi to predavanje pogovarjali, to so grafi, ne. Zdaj, kot je tukaj napisano, graf je, dajmo reči temu, matematičen objekt, ki je sestavljen iz vozlišč grafa, a ne. Nekatera vozlišča pa so med sabo povezana z, kot rečemo, povezavami. Vsaka povezava povezuje 2 vozlišči, ne? In če neka povezava povezuje 2 vozlišči, tistema 2 vozliščama rečemo, da sta tudi krajišči te povezave, ne? No, in ena stvar, ki nam zelo olajša razumevanje tega, kaj to graf je možnost, da graf, vkolikor je seveda zadosti majhen, lahko ga narišemo, ne, lahko ga narišemo, se pravi, ta vozlišča grafa ponavadi narišemo kot majhne krogce, majhne točke v ravnini, povezave pa potem kot črte med temi vozlišči. Tukaj je recimo primer enega grafa, ne. Ta graf ima vozlišča označena z velikimi tiskanimi črkami, torej A, B, C, D in E, povezave so pa označene z malimi tiskanimi črkami, ne, kot vidimo A, B, C, D, E, F, G in H. Ne. Tukaj vidimo recimo primer povezave, ki povezuje točko A samo s sabo, taki povezavi rečemo zanka, ne. Tukaj vidimo primer 2 povezav, ki povezujeta isti 2 vozlišči, C in D, temu rečemo večkratna povezava, a ne. In imamo potem še pač ostale povezave, ki povezujejo nekatere pare vozlišč. Nekatera vozlišča so povezana med sabo, recimo vozlišče B in vozlišče C sta povezana s povezavo mali b, nekatera vozlišča pa niso povezana med sabo, ne, recimo vozlišče B in vozlišče D nista povezana medsebojno s povezavo, ne. Tukaj je recimo še en primer grafa, neka konvencija, ki se jo v teoriji grafov držimo, je, da označujemo vozlišča grafa, ne, tako kot v tem primeru, vozlišča grafa so A, B, C, D, E, F, G in H, zato ker nam povezav grafa ni potrebno posebej označevati, ker recimo to povezavo tukaj, ki povezuje vozlišči C in D, lahko enostavno si mislimo, da je označena kot povezava CD. Tako da oznake povezav ponovadi spuščamo, navedemo samo oznake vozlišč. Imamo tudi nekatere ekstremne primere, ne, recimo to je primer grafa, ki nima sploh nobenih povezav, ima 4 vozlišča, vozlišča A, B, C in D, pa nobene povezave, ne, tudi to je možno, ne. Zdaj, zakaj so pa ti grafi pomembni, zakaj jih sploh uvedemo in zakaj jih študiramo? Namreč izkaže se, in primerov, kar se tega tiče, je precej, ne, da s pomočjo grafa lahko, da nam grafi lahko služijo kot matematični model ogromno situacij iz realnega življenja ali pa iz drugih znanosti. Recimo tukaj imamo primer grafa, kjer vozlišča grafa predstavljajo, ne vem, recimo učence in učenke nekega razreda,
povezave pa recimo lahko predstavljajo, kdaj sta dva učenca, ne vem, prijatelja, kdaj ali pa ne vem, kakšen drug odnos, ne. Lahko si mislite, da imamo lahko graf ljudi v neki, ne vem, v nekem mestu ali pa v neki vasi, se pravi, vozlišča grafa so ljudje te vasi ali pa mesta, povezave med temi vozlišči nam pa recimo povedo, kdaj so ustrezni ljudje med sabo, recimo v nekem sorodstvenem razmerju, a ne. Se pravi, vse take situacije lahko predstavimo z grafom. Ali pa recimo vozlišča grafa so lahko, ne vem, večja mesta neke države, a ne. Povezave med vozlišči pa nam v tem primeru lahko povedo, kdaj sta dve od teh mest povezani recimo z neko ali cestno povezavo ali pa železniško povezavo in tako naprej, ne. Ogromno je takih primerov, kot sem rekel, iz vsakdanjega življenja ali pa iz drugih znanstvenih ved, ki jih lahko ponazorimo z grafom in zato so ti grafi pomembni, priljubljeni in se jih tudi precej intenzivno študira, ne. Še ena stvar, ki bi jo rad poudaril, prej kot gremo potem naprej, jaz sem rekel, graf se sestoji iz množice vozlišč, ne, kot ta dva grafa tukaj na sliki, A, D, R in L, ne, so vozlišča teh dveh grafov in nekatera vozlišča so med seboj povezana s povezavami. Slika grafa, tako kot tukaj, a ne, ko graf narišemo, se neko te vozlišča lahko predstavimo kot neke točke v ravnini, povezave pa kot neke črte med temi vozlišči, nam služi samo za vizualizacijo grafa. Kako to sliko narišemo, je popolnoma vseeno. Recimo, tukaj na tej prosojnici imate dve različni sliki istega grafa. Graf na levi strani je isti kot graf na desni strani, ker če pogledate, mogoče na prvi pogled se to ne vidi, a ne kar tako hitro, ampak vozlišča grafa na levi strani so A, D, R in L, ravno tako vozlišča grafa na desni strani A, D, R in L. Vse, kar je pomembno, je potem, katera od teh vozlišč so povezana in katera ne. Se pravi, recimo, vozlišči A in D sta povezani na sliki na levi strani, prav tako na sliki na desni strani. Vozlišči D in L sta povezani na sliki na levi strani, prav tako na sliki na desni strani, a ne? In tako tudi za vse ostale povezave, ne? Se pravi, to sta samo dve različni sliki istega grafa, ne? Graf je isti, slika je pa včasih, da je malček odvisno od kaj hočemo ponazoriti, tudi sliko grafa, ne, je pač včasih malo odvisno, kako ta graf narišemo, ne, ampak to hočem poudariti, da v bistvu ta dva grafa sta ista, ni pomembno, kako jih narišemo, pomembno je samo, katere povezave so med sebojno povezane in katere niso. Tako, ne. No, še malček terminologije. Za dve vozlišči rečemo, da sta sosednji, če sta povezani s povezavo, ne, če sta krajišči iste povezave, recimo v tem primeru tukaj na sliki, sta vozlišči A in B sosednji, zato ker je med njima povezava, a ne? Vozlišči G in H sta ravno tako sosednji, zato ker je med njima povezava, recimo vozlišči B in D pa nista sosednji, ker neposredno med njima ni povezave, ne? Se pravi, sosednji in nesosednji vozlišči. Isto lahko rečemo za dve povezavi. Dve povezavi rečemo, da sta sosednji, če si delita isto krajišče, in nesosednji, če nimata skupnega krajišča. Recimo ti dve povezavi, povezava med A-jem in B-jem, in pa povezava med A-jem in C-jem, rečemo, da sta sosednji, zato ker si delita isto krajišče, to je krajišče A, medtem ko pa recimo povezava med vozliščema B in C in pa povezava med vozliščema G in H, ti dve pa nista sosednji, ker si ne delita istega krajišča. Tako, ne. Dalje.
še nekaj dodatnih definicij. Najprej stopnja vozlišča. Kaj razumemo kot stopnjo vozlišča? Stopnja vozlišča, to je število povezav, ki izhajajo iz tega vozlišča ven. Stopnja vozlišča, to je število povezav, ki grejo iz tega vozlišča ven. Recimo, tako kot je tukaj napisano, stopnja vozlišča A je 3, zato ker iz vozlišča A izhajajo 3 povezave. Stopnja vozlišča F je 4, zato ker iz vozlišča F izhajajo 4 povezave. Sicer je ena od teh povezav zanka, ampak zanka doprinese dvojko k stopnji vozlišča. Stopnja vozlišča H je 1, recimo, zato ker iz H-ja izhaja samo ena povezava. In v skladu s tem, kar sem povedal, bomo rekli, da je vozlišče liho, če je njegova stopnja liho število, in sodo, če je njegova stopnja sodo število. Recimo, vozlišče A je liho, zato ker je njegova stopnja 3, vozlišče H je tudi liho, zato ker je njegova stopnja 1, vozlišče B je pa sodo, zato ker je njegova stopnja 2. No pa smo že pri prvem ne tako trivialnem rezultatu, izreku o številu lihih vozlišč v grafu. Ta izrek namreč trdi, da je število lihih vozlišč v grafu vedno sodo. Se pravi, v grafu imate lahko 0 vozlišč lihe stopnje, 2 vozlišči lihe stopnje, 4 vozlišča lihe stopnje, 6 vozlišč lihe stopnje in tako naprej. Ne morete imeti pa recimo 3 vozlišč lihe stopnje. Pa dajmo probati, recimo, če znamo ta izrek tudi dokazati, zakaj je temu res tako. Dajmo množico vseh vozlišč našega grafa označiti z velikim V-jem, množico vseh povezav našega grafa pa z velikim E-jem. No, in dajmo narediti naslednje. Dajmo sešteti stopnjo vseh vozlišč našega grafa. Dajmo sešteti stopnje vseh vozlišč našega grafa. Recimo, v tem primeru bi to pomenilo kaj? To bi pomenilo 3 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3 plus 1. Po vseh vozliščih dajmo iti in dajmo sešteti stopnjo vozlišč tega grafa. Če zdaj malček razmislimo, ko seštejemo stopnjo vozlišč vsakega grafa, kolikokrat bo vsaka povezava v tej vsoti nastopila? Recimo, kolikokrat bo v tej vsoti nastopila povezava med A-jem in C-jem? Ja, 2-krat, takrat, ko bomo sešteli stopnjo vozlišča A in še enkrat, ko bomo prišteli stopnjo vozlišča C. Recimo, povezava med E-jem in D-jem se bo v tej vsoti zopet pojavila 2-krat. Enkrat, ko bomo prišteli vsoto vozlišča D in enkrat, ko bomo prišteli vsoto vozlišča E. Se pravi, kar smo ravnokar razmislili, je to, če seštejemo stopnje vseh vozlišč grafa, dobimo ravno 2-krat število povezav, zato ker vsaka povezava, kot smo ravnokar videli, nastopa v tej vsoti 2-krat. Torej, to, kar imamo zdaj na desni strani, je sodo število, na levi strani imamo pa vsoto nekih sodih in lihih števil. Ampak, če hočemo, da bo na koncu rezultat sodo število, mora v tej vsoti na levi strani biti lihih števil sodo mnogo. To je pa ravno to, kar smo hoteli videti, število vozlišč, katerih stopnja je liho število, je sodo. Tako, Tako da smo se malo preizkusili, a znamo že kakšen rezultat glede grafov dokazati. No, zdaj pa pojdimo naprej. Kaj pravimo, da je sprehod v grafu?
Sprehod v grafu je ravno to, kar si intuitivno predstavljamo, ko rečemo sprehod. Postavimo se v eno vozlišče grafa in se zdaj sprehajamo po vozliščih grafa, s tem, da nam je dovoljeno iti samo po povezavah. Ne? Iz vozlišča A gremo po neki povezavi v neko drugo vozlišče, iz tega drugega vozlišča po neki povezavi naprej, a ne, in tako naprej. Ne? Se pravi, čisto tako formalno, matematično povedano, sprehod je zaporedje vozlišč grafa, a ne, ki ima naslednji dve lastnosti. Vsako vozlišče tega zaporedja je sosednje naslednjemu vozlišču, ne, se pravi, iz vsakega vozlišča gremo lahko samo po neki povezavi v naslednje vozlišče, seveda razen, ko se ustavimo na koncu, ne, ko ne moremo iti, ko ne gremo več naprej. No in še dodatna zahteva je, da vsaka povezava grafa lahko v tem, čez vsako povezavo gremo lahko samo enkrat. Ne? In zdaj prvemu vozlišču v tem zaporedju rečemo začetno vozlišče sprehoda, zadnjemu rečemo končno vozlišče sprehoda, število vseh povezav v tem sprehodu pa je dolžina sprehoda. Če si pogledamo kar primer, ne, recimo, če začnemo v vozlišču A, gremo iz vozlišča A lahko do B-ja, iz B gremo lahko do C-ja, iz C-ja gremo lahko do D-ja. Vedno smo šli po povezavi od A-ja v B, od B-ja v C, od C-ja v D. Se pravi, A, B, C, D je sprehod dolžine 3 v tem grafu tukaj. Ne? Potem imamo lahko tudi sprehode daljše dolžine, recimo A, B, C, pa nazaj do A-ja. To ni narobe, ne? Vozlišče se lahko v sprehodu pojavi večkrat, povezava se ne sme, potem gremo iz A-ja do D-ja, pa iz D-ja do E-ja, pa iz E-ja do G-ja, pa iz G-ja do F-ja, in iz F-ja nazaj do E-ja. To bi nam potem dalo sprehod recimo dolžine 8 v tem primeru. Ne? No, zdaj pa še primer dveh zaporedij, ki nista sprehoda, recimo A, B, D, E ni sprehod, zato ker med B-jem in D-jem nimam povezave. Ne morem iti v sprehodu od B-ja do D-ja, če tam ni povezave. Ne? No in podobno zadnji primer, D, E, G, F, E, D, zopet ni sprehod, ta pa iz drugega razloga, zato ker krši tisto drugo zahtevo iz definicije sprehoda, namreč povezava med E-jem in D-jem v tem sprehodu nastopa dvakrat. Ne? D, E, D. Ne? Kaj je obhod grafa? To je pa zelo podobno kot sprehod, samo da želimo, da začnemo in končamo naš sprehod v isti točki. Ne? V isti točki, kot začnemo, moramo tudi končati naš obhod. Ne? Tako da recimo E, B, F, E je obhod dolžine 3. Pa recimo A, B, C, D in nazaj do A-ja je zopet obhod dolžine 4. Ne? No pa še eden, recimo E, F, B, C, D, A in nazaj do B-ja, to je obhod dolžine 7. Ne? Še enkrat, vozlišča se lahko ponovijo v sprehodu oziroma obhodu, povezave se ne smejo ponoviti. Ne? No in zdaj smo pa že pri Eulerju. Ne? Kaj je Eulerjev sprehod grafa? Eulerjev sprehod grafa je tak sprehod, ki gre skozi vsako povezavo grafa. Se pravi, hočemo se sprehoditi po grafu od vozlišča do vozlišča, tako da prehodimo vsako povezavo grafa in zato, ker je to sprehod, moramo vsako povezavo grafa prehoditi samo enkrat, natanko enkrat. Recimo, tukaj imamo primer Eulerjevega sprehoda. Začnemo v A-ju, gremo do B-ja, pa E, pa F, pa nazaj do B-ja, pa potem v C, pa iz C-ja do D-ja
iz D-ja do A-ja in iz A-ja nazaj do C-ja. S tem smo obhodili vse povezave našega grafa in čez vsako smo šli samo enkrat. Ne? No, tukaj je recimo še en primer, ne? Tukaj je pa primer Eulerjevega obhoda. Ne? Zopet, zdaj isto, kot kar je razlika med sprehodom in obhodom, je tudi razlika med Eulerjevim sprehodom in Eulerjevim obhodom. Ne? Eulerjev obhod je tak obhod grafa, se pravi, želim začeti in končati v istem vozlišču grafa, ki prehodi vsako vozlišče grafa natanko enkrat. Ne? Recimo v tem primeru začnem v A-ju, grem do E-ja, pa do F-ja, pa do B-ja, pa do E-ja nazaj, pa potem od E-ja do C-ja, pa od C-ja do D-ja, od D-ja nazaj do A-ja, od A-ja do C-ja po tej diagonalni povezavi, od C-ja do B-ja in od B-ja nazaj v A. Se pravi, začel sem v vozlišču A, končal sem tudi v vozlišču A in pri tem prehodu vsako povezavo tega grafa natanko enkrat. Ne? To je Eulerjev obhod. Tako, ne? No in mogoče še ena definicija. Graf je lahko povezan ali pa nepovezan. Intuitivno povezan je, če je sestavljen tako kot ta graf na levi strani iz enega kosa. Nepovezan je pa, če je tak kot ta graf na desni strani, ki je sestavljen iz več ločenih kosov. Ne? To je nekako intuitivna definicija, stroga matematična definicija je, da je graf povezan, če med poljubnima dvema vozliščema tega grafa obstaja vsaj en sprehod. Ne? Tukaj recimo na levi strani za ta graf, bilo kateri dve vozlišči tega grafa si boste zbrali, recimo B in pa F, je med tema dvema vozliščema se da sprehoditi tako, da uporabljam povezave. Recimo od B-ja do F-ja lahko pridem tako, da se jih je več možnosti, ne? Ampak recimo grem iz B-ja do C-ja, iz C-ja do D-ja, iz D-ja do E-ja, iz E-ja do G-ja in končno iz G-ja do F-ja. Medtem ko pri tem grafu na levi strani pa to ni možno. Recimo od vozlišča, ki predstavlja Leo, ne morem priti do vozlišča, ki predstavlja Leona. Ne? Na tak način, da uporabljam povezave grafa. Ne? Zato, ker je, kot rečeno, ta graf sestavljen iz dveh ločenih kosov. Ne? To pomeni, da je graf povezan oziroma nepovezan. Ne? Tako. No, zdaj pa nazaj na ta originalen problem, ki sem ga omenil na začetku. Ne? Ta problem Königsberških mostov. Ne? Če ga še enkrat ponovim, če smo ga slučajno pozabili, ne? Imamo mesto, ki ga reka deli na dva dela, tega zgoraj, tega spodaj in na dva otoka. Ne? Med temi 4 deli mesta je 7 mostov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In uganka oziroma vprašanje je, a se lahko po tem mestu sprehodimo tako, da gremo čez vsakega od teh mostov natanko enkrat. Se pravi, moramo iti čez vsakega od teh mostov, ampak čez nobenega ne smemo iti več kot enkrat. Ne? No, zdaj že verjetno vidimo, da to nekako spominja na Eulerjev sprehod grafa, ne? Ki je nekaj podobnega. Se lahko sprehodimo po grafu, tako da gremo čez vsako njegovo povezavo natanko enkrat. No in to je bila nekako briljantna ideja Eulerja, ki je na tak način rešil to uganko. Namreč, kar je Euler naredil in s tem tudi sprožil začetek nove matematične teorije, teorije grafov, je bila naslednja zadeva. Iz te situacije realne, iz realnega sveta, je on definiral graf. Ne? Kar je naredil, je bilo to. Postavil je eno točko grafa na ta del mesta, to je točka, ki je označena z D-jem, ne? Se pravi recimo desni del, a ne?
postavil je eno točko na ta del grafa, na ta del mesta, to je točka vozlišče L, kot recimo levi del mesta. Eno vozlišče grafa je postavil na ta otok, to je vozlišče A. Eno vozlišče grafa je postavil pa na ta otok, to je pa vozlišče B. Mostove med temi deli mesta je pa predstavil z povezavami. Recimo, ta del mesta, ki ga predstavlja vozlišče D, je s tem otokom, ki ga predstavlja vozlišče A, povezano z dvema mostovoma. In to je Euler predstavil tako, da je ti dve vozlišči povezal z dvema povezavama. Vsaka od teh dveh povezav, predstavlja enega od obeh mostov. Podobno za ta del mesta in ta otok, zopet dva mostova sta vmes, zato je Euler tukaj postavil dve povezavi. In potem še za ta otok, ta otok je pa z enim mostom povezan s tem delom mesta tukaj, z enim mostom je povezan s tem otokom in z enim mostom je povezan s tem delom mesta, zato imamo tukaj te tri povezave. Se pravi, med otokom B in desnim bregom reke, med otokom B in otokom A in med otokom B in pa levim bregom nekako reke. In zdaj pa seveda tukaj lahko to uganko, lahko te mostove prehodimo, tako da gremo čez vsakega natanko, enkrat direktno prevedemo v problem obstoja Eulerjevega sprehoda v tem grafu. A se lahko po tem grafu z vozlišči D, A, L in B sprehodimo tako, da gremo po vsaki povezavi natanko enkrat. Z drugimi besedami, a v tem grafu tukaj na desni strani obstaja Eulerjev sprehod. No in v bistvu to je zdaj vprašanje, s katerim se ubadamo, kdaj ima povezan graf Eulerjev sprehod, oziroma če je to narava problema, tudi Eulerjev obhod, če bi radi začeli in končali na isti točki. Zdaj, se pravi, originalni problem ima seveda v tej uganki, ki je nekako bolj rekreacijske narave, ampak ni težko se izmisliti recimo nekih primerov, ko pa ima to čisto praktične posledice. Nekako. Recimo, če si mislite neko zimsko cestno službo, ki mora splužiti ceste, oni bi se radi sprehodili, v navednicah rečeno, splužili ceste tako, da splužijo vse ceste, ampak obenem bi to radi naredili na najbolj efektiven način, tako da se po nobeni cesti ne peljejo dvakrat, da se ne vračajo po isti cesti, ki je že splužena nazaj, ampak če se da to naredijo na tak način, da grejo po vsaki cesti natanko enkrat. V bistvu, kar bi oni radi vedeli, je natanko to, ali v tistem grafu, ki predstavlja to neko cestno omrežje, ki ga morajo oni splužiti, obstaja Eulerjev sprehod oziroma Eulerjev obhod, verjetno v njihovem primeru, ker bi radi zaključili na isti točki, kot so začeli plužiti. No in to je v bistvu rezultat, ki ga je Euler tudi ugotovil. Če ima graf Eulerjev obhod, se pravi takšen sprehod, ki se začne in konča v isti točki, potem morajo biti vsa njegova vozlišča sode stopnje. Vsako vozlišče, iz vsakega vozlišča mora iti ven sodo mnogo povezav. Ta del je v bistvu zelo lahko razmisliti, zakaj to drži. Zakaj? Če si mislite, da imamo graf, v katerem imamo Eulerjev obhod, se pravi nek sprehod po tem grafu, ki se začne in konča v isti točki in prehodi vse povezave tega grafa natanko enkrat, da če si mislite neko vozlišče, pa zdaj se sprehodite po tem obhodu, po tem sprehodu, enkrat pridete v to vozlišče, ampak ga morate potem tudi zapustiti. Po eni povezavi pridete v vozlišče, po drugi greste ven.
pa potem čez nekaj časa boste nazaj po neki tretji povezavi prišli v to vozlišče in šli po neki drugi povezavi ven. Ne? To se lahko ponovi velikokrat sicer, ampak vedno, ko pridete po tem sprehodu v vozlišče, ga morate tudi zapustiti po neki drugi povezavi. Ne? To pomeni, da mora biti teh povezav sodo mnogo. Oziroma z drugimi besedami povedano, če imate v grafu vozlišče, ki je lihe stopnje, potem tak graf ne more imeti Eulerjevega obhoda. Ne? To je, kar se obhoda tiče, velja tudi obratno, če imamo graf, ki ima vsa vozlišča sode stopnje, potem tak graf nujno ima Eulerjev obhod. Ne? Mogoče ta del je malček težji, tako da ne bomo se tukaj ustavljali, ampak zopet ni tukaj težak, da ga ne bi mogli razumeti. No, pri sprehodu to je pa malček milejša oblika, ne? Ker ne zahtevamo, da začnemo in pa končamo v istem vozlišču grafa, je pa rezultat malček drugačen. Če ima graf Eulerjev sprehod in to tak, da se ne začne in konča v isti točki, potem mora imeti tak graf natanko dve vozlišči lihe stopnje. In to sta ravno tisti dve, v katerim začnete ta Eulerjev sprehod in tam, kjer ga končate. Ne? Na drug način povedano, če ima graf eno ali pa več kot dve lihi vozlišči, no se vemo, da eno ne more imeti, ker smo že prej povedali, da je število lihih vozlišč vedno sodo, potem ne more imeti Eulerjevega sprehoda. In tudi tukaj velja tudi obrat, če ima graf natanko dve lihi vozlišči, potem vedno ima Eulerjev sprehod. No in s tem kriterijem, ki ga je Euler uspel dokazati oziroma razmisliti, precej enostavno vidimo, da takšen sprehod po mestu Königsberg ni bil mogoč. Ne? Če si pogledamo tam pripadajoči graf, stopnja vozlišča D je 3, stopnja vozlišča A je 5, stopnja vozlišča L je 3, stopnja vozlišča B je tudi 3. Ne? Se pravi, v tem grafu imamo 4 vozlišča, ki so lihe stopnje, se pravi, ne moremo imeti Eulerjevega sprehoda. Ne? Zdaj, kot rečeno, ne, to ni edini ta sprehod po mestu Königsberg, ni edini primer, kjer se ta Eulerjev algoritem, Eulerjev sprehod lahko uporabi. En zelo zanimiv primer je, če poznate roman, pa tudi film je bil po tem romanu posnet Ime rože, Umberto Eco, ne, je pisatelj. Ne, če poznate ta roman, se boste spomnili, da sta tam dva glavna protagonista, meniha, Addison in pa William, se mi zdi, William je starejši, Addison je pa njegov pomočnik, ki v nekem samostanu raziskujeta serijo nekih umorov. No in ta raziskava jih potem privede tudi v samostansko knjižnico, ki je pa narejena v obliki labirinta. Ne? In se potem v tem labirintu potem tudi zgubita. No in potem William, ne, ki je starejši, potem poduči tega njegovega pomočnika Addsona, ne, kako lahko dobiš pot iz labirinta. Tukaj je ta prepis iz knjige, ne, dejanski, ampak če to malček potem preštudiramo, je v bistvu to ravno ta algoritem, kako poiskati izhod iz labirinta, pomeni ravno to, da za vsako, recimo v tem primeru v knjižnici, ne, v vsako sobo postavimo vozlišče grafa in dve vozlišči oziroma dve sobi povežemo, če je med njima prehod. Ampak naredimo tako, da če je med dvema sobama prehod, recimo med sobo N in pa sobo A, jih povežemo z dvema povezavama. Ne z eno povezavo, ampak z dvema vzporednima povezavama. S tem bomo zagotovili, da je naš graf takšen, da ima Eulerjev obhod. Vsako vozlišče bo zaradi tega sode stopnje in je potem
samo potrebno si nekako algoritem postaviti, kjer si bomo zapomnili, po katerih povezavah tega grafa smo že šli in kje še ne, ne? In to je v bistvu tak zanimiv primer uporabe tega, ne? Tako. No, preko celotno pa potem podobnega koncepta, to so pa Hamiltonove poti in Hamiltonovi cikli v grafu, ne? Definicija, kaj je to pot in pa cikl v grafu. Prej, kot smo definirali sprehod, smo rekli, vozlišča se v sprehodu v grafu lahko ponavljajo. Če pa zahtevamo, da tudi vsako vozlišče lahko nastopa v tem sprehodu samo enkrat, potem dobimo nekaj, čemur rečemo pot v grafu. Se pravi, pot v grafu je takšen sprehod v grafu, v katerem so vsa vozlišča medsebojno različna. To je pot, cikel je pa v bistvu sklenjena pot. Vsa vozlišča so med sabo različna, razen začetnega in končnega, ki sta enaka, ne? Tukaj imamo recimo primer, ne? A, B, C, D je pot dolžine 3, zato ker so vsa vozlišča na tej poti različna, ne? Recimo A, B, C, pa nazaj do A-ja in potem do D-ja in nekam naprej. To že ni več pot, zato ker se je vozlišče A ponovilo dvakrat, kar pri poti ni dovoljeno, ne? Recimo H, G, F, E, D, zopet je pot dolžine 4, vsa vozlišča tukaj so med sabo različna, ne? Cikel, ne, podoben koncept, samo da je začetno vozlišče tukaj enako končnemu vozlišču. Hočemo končati v istem vozlišču, kot smo začeli. Recimo E, G, F in nazaj do E-ja, to je cikel dolžine 3. Ali pa A, B, C, D in nazaj do A-ja je cikel dolžine 4. Ne? To je pa cikel grafa. Zdaj pa soroden koncept, ne, Eulerjevemu sprehodu oziroma Eulerjevemu obhodu grafa sta pa tako imenovana Hamiltonova pot in pa Hamiltonov cikel grafa. Tukaj pa zahtevamo, da imamo tako pot oziroma cikel v grafu, ki pa obišče vsa vozlišča grafa. Tukaj pa hočemo obiskati vsa vozlišča grafa. Ni važno, a gremo po vsaki povezavi, res. Važno je samo, da smo v vsakem vozlišču grafa in v vsakem vozlišču samo enkrat. Ne? Pri Hamiltonovi poti nas ne zanima, kje začnemo, kje končamo, pri Hamiltonovem ciklu pa hočemo, da končamo v istem vozlišču, kot smo začeli. Zopet tukaj ni težko razmisliti nekih realnih primerov, ko bi nam to prišlo v upoštev. Recimo tipičen primer je recimo poštar, ne? Poštar mora raznesti pošto po neki ulici, po nekem mestu. Hiše, ki jih mora obiskati, so vozlišča, ne? Če je med dvema hišama možna pot, sta ti dve hiši povezani s povezavo in kar hoče poštar narediti, ne, je obiskati vse hiše. Ne nujno, ni treba, da gre ravno po vseh poteh, ne, ampak vse hiše hoče obiskati, ne, in pri tem noče izgubljati časa, se pravi, vsako hišo bi rad obiskal natanko enkrat, ne. Se pravi, išče v tistem svojem grafu hiš in povezav med njimi Hamiltonovo pot ali pa Hamiltonov cikel, če bi hotel zaključiti v isti točki, kot je začel. Recimo v tem primeru, ne, v primeru tega grafa, če začnemo v A-ju, gremo A, B, C, D, E, pa potem F, G in H. To bi bila Hamiltonova pot tega grafa, ne, smo šli ravno skozi vsako vozlišče natanko enkrat, se pa med drugim izkaže, da recimo ta graf nima Hamiltonovega cikla, ne. In je tudi lahko videti, zakaj ga nima. Ko ste enkrat, kako lahko pridete do vozlišča H? Ja, do vozlišča H lahko pridete samo iz vozlišča G. Zdaj pa, ko ste v vozlišču H, če hočete nadaljevati vaš Hamiltonov cikel, ja, edina možnost je, da greste nazaj v G, ne. S tem ste pa že prekršili pravilo, da se neko vozlišče na Hamiltonovem ciklu ne sme pojaviti več kot enkrat, ne. No, še en primer, tukaj je pa primer grafa, ki ima Hamiltonov cikel. Recimo začnemo v vozlišču A, gremo do vozlišča E, pa potem F, pa potem B,
pa do C-ja, pa do D-ja in do A-ja nazaj. Ne? To je pa primer Hamiltonovega cikla v grafu. Ne? Ime je Hamiltonov cikel oziroma Hamiltonova pot dobila po matematiku Williamu Rowanu Hamiltonu, irskemu matematiku, ki je znan tudi po definiciji kvaternionov. Ne? Zdaj, v grafih imamo dve posebni sorti povezav. Eno so zanke, to so tiste, ki nam povezujejo vozlišče samo s sabo, eno so pa večkratne povezave, tiste, ki povezujejo dve isti vozlišči. Ampak, ko iščemo Hamiltonov cikel grafa ali pa Hamiltonovo pot grafa, nam zanke in pa te večkratne povezave nič ne prinesejo, nič ne odnesejo. Ne? Če ima neko vozlišče Hamiltonov, če ima neko vozlišče zanko, ko smo enkrat pridemo do tistega vozlišča, če gremo po zanki, bomo prišli zopet do istega vozlišča, kar nočemo. Ne? In podobno pri večkratnih povezavah, tako da lahko enostavno privzamemo, da teh zank in pa večkratnih povezav v teh primerih nimamo, se pravi, da imamo opravka s tako imenovanimi enostavnimi grafi. Zdaj pa ta dva koncepta, Eulerjev obhod, Eulerjev cikel oziroma Hamiltonov cikel, Hamiltonova pot, ne, se zdita zelo podobna. Ne. Pri enem hočemo obiskati vsa vozlišča grafa, ne, pri enem pa hočemo prehoditi vse povezave grafa. Ampak se nekako izkaže, da nimata nič skupnega, ne, mislim, nista nič povezana. Ne. Tukaj je recimo primer grafa, ki ima Hamiltonov cikel, ne, recimo lahko greste iz A-ja do B-ja, do E-ja, do C-ja, do D-ja in do A-ja nazaj, se pravi, smo naredili cikel in prehodili vsa vozlišča grafa, nima pa Eulerjevega cikla, zato ker ima, to pa se bomo spomnili, ne, zakaj nima Eulerjevega cikla, zato ker ima 4 vozlišča, ki so lihe stopnje. A, B, D in C imajo vse stopnjo 3 in vemo, da v tem primeru Eulerjevega obhoda nimamo. Ne. Tukaj imamo graf, recimo, ki ima Euler cikel, nima pa Hamiltonovega cikla. Ne. Eulerjev cikel bi bil A, B, E, C, D, E, A, smo prehodili vse povezave grafa, ne. Hamiltonovega cikla pa seveda ne more biti, zato ker je ta nekako vozlišče E, če hočemo recimo začeti v A-ju in potem prehoditi vsa vozlišča grafa in zopet končati v A-ju, moramo iti preko vozlišča E sigurno dvakrat, ne, in to ni dovoljeno pri Hamiltonovem ciklu. Ne. Ima pa recimo Hamiltonovo pot, ne, lahko začnemo v A-ju, gremo do B-ja, do E-ja, do D-ja, do C-ja. Ne. Smo prehodili vsa vozlišča grafa, ampak je to Hamiltonova pot, ker nismo zaključili v isti točki, v istem vozlišču, kot smo začeli. To je recimo primer grafa, ki ima obojno, tako Hamiltonov cikel, kot tudi Eulerjev obhod, ne? Pa ne bomo zdaj niti jih risali, ampak ne? To je pa primer grafa, ki nima niti Eulerjevega obhoda, niti Hamiltonovega cikla. Se pravi, vse te možnosti lahko imamo, ne? Vse te možnosti lahko imamo. In kar je zanimivo, je tudi, da pri Eulerjevem obhodu imamo zelo lep rezultat, kdaj graf ima Eulerjev obhod oziroma kdaj ga nima. Ne? To je tisti Eulerjev rezultat, da graf ima Eulerjev obhod natanko takrat, ko so vsa vozlišča sode stopnje. Za Hamiltonov cikel pa še vedno nimamo dokončnega odgovora, ki bi nam povedal, kater graf ima Hamiltonov cikel in kater ga nima. Ne? Imamo neke delne rezultate, kot je recimo Diracov izrek, ne? Če imamo takšen graf, kjer je stopnja vsakega vozlišča vsaj pol vseh vozlišč, ne? Se pravi, če ima graf, ki ima v vozlišč, potem mora biti stopnja vsakega vozlišča vsaj v polovic, potem vemo recimo, da tak graf zagotovo ima Hamiltonov cikel. Ne? To je dokazal matematik Dirac. Tukaj je recimo primer takega grafa. Ne? Ta graf ima koliko vozlišč? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vozlišč. Ne? Polovica od 7 je 3,5 in vidimo, da stopnja vsakega vozlišča
je vsaj 3,5 oziroma vsaj 4, a ne, ker stopnja vozlišča mora biti naravno število. 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4. Po Dirakovem izreku ta graf ima Hamiltonov cikel in ga lahko tudi zelo enostavno dobimo. Se pravi, recimo začnemo v tem vozlišču, gremo do tega vozlišča, do tega vozlišča, do tega sredinskega vozlišča, pa sem do tega vozlišča, nazaj sem pa do tega in lahko zaključimo potem v začetnem vozlišču, ne? Je pa problem s tem Dirakovim izrekom, da imamo tudi grafe, ki ne zadoščajo temu pogoju, da ima vsako vozlišče stopnjo vsaj polovico števila vseh vozlišč, pa graf vseeno ima Hamiltonov cikel, ne? To je recimo primer takega grafa. Zopet število vozlišč je 7, polovica od 7 je 3,5, ne? In vidimo recimo, da to vozlišče tukaj, pa to vozlišče tukaj od spodaj imata stopnjo 2, kar ni več kot 3,5, ne? Ampak vseeno, ne, ta graf ima Hamiltonov cikel zelo podoben kot tisti prej na prejšnji sliki. Se pravi, tukaj lahko začnemo, gremo sem, pa do sredinskega vozlišča, pa do tega od spodaj, pa nazaj sem in zaključimo v začetnem vozlišču. Se pravi, ta Dirakov izrek nam ne poda dokončnega odgovora na to, kdaj graf ima Eulerjev Hamiltonov cikel in kdaj ne. Samo nekako delni odgovor, ne, kot rečemo zadostni pogoj, ne pa tudi potreben pogoj za obstoj Hamiltonovega cikla, ne. Še 5 minut, ne, lahko, tako da mogoče se na kratko dotaknimo še ene zanimive teme, to so pa tako imenovani ravninski grafi. Jaz sem že na začetku povedal, da graf lahko vedno narišemo v ravnini, a ne, in ga narišemo tako, da vozlišča označimo z majčkenimi krogci in če je med dvema vozliščema povezava, pa to s črto ponazorimo. In sem tudi povedal, da ni važno, kako narišemo sliko grafa. Je več možnih načinov, kako sliko grafa narišemo, ne. No, in to nam je podlaga za definicijo tako imenovanih ravninskih grafov, ne. Rečemo, da je graf ravninski, če ga lahko narišemo na tak način, da se nobeni dve njegovi povezavi ne sekata med sabo, razen mogoče, če imata v skupnem vozlišču, ne. Pa mogoče kar primer poglejmo, ne. To je recimo primer ravninskega grafa. Imate 3 slike enega in istega grafa. Vidite, to je graf na 4 vozliščih, ne. 4 vozliščih, v katerim sta poljubni 2 vozlišči povezani. Temu rečemo tudi poln graf, ne. Zdaj, na tej najbolj levi sliki je narisan na tak način, da se ti 2 povezavi, ti 2 diagonali, a ne, se sekata med sabo, ne, in to pri ravninskih grafih to ni dovoljeno. Ampak ta isti graf lahko narišemo tudi na tak način, da namesto, da bi to diagonalo med tema 2 vozliščema peljali kar tukaj po najkrajši poti, da jo lahko narišemo tako okrog, a ne. Zdaj pa ta graf, vidimo, da je ta graf ravninski. Vse povezave so narisane tako, da se med sabo ne sekajo, ne. Še ena možnost je, kako ta isti graf narisati tako, da vidimo, da je ravninski, je tako, da ga narišemo na tak način. Zopet 4 vozlišča, poljubni 2 sta povezani, a ne. Se pravi, je res to isti graf, ampak zopet narisan na tak način, da se nobeni 2 povezavi med sabo ne sekata. To so ravninski grafi, ne. Tisti, ki se dajo narisati na tak način, da se nobeni 2 povezavi medsebojno ne sekata. To sta primera 2 grafov, ki nista ravninska, ne. Ampak opozarjam že zdaj, da je to zelo težko dokazati, kdaj graf ni ravninski, ne. Ker tudi na prejšnjem primeru, ne, prva slika ni bila okej, ne, ampak smo potem dobili drugi 2 sliki, ki sta pokazali, da ta graf je ravninski, ne. Tako da tudi ta graf tukaj, ne, to je zopet poln graf na 5 vozliščih, ker sta poljubni 2 vozlišči med sabo povezani. Za dokazati, da se ga nikakor ne da narisati na tak način, da so nobeni 2 povezavi ne bosta medsebojno sekali, je potrebno kar nekaj dela, ne. Podobno za ta graf tukaj, ne. Ker, kot rečeno, načinov, kako lahko jaz graf narišem v ravnini, je neskončno mnogo, ne.
In vi morate v bistvu pokazati, da pri nobenem od teh načinov ni možno doseči tega, da se dve povezavi ne bi med sebojno sekali. Ne? Zdaj, če imate ravninski graf, ki je narisan v ravnini, tako da se nobeni dve povezavi med sabo ne sekata, potem nam ta graf ravnino razdeli na neka področja, ki jim rečemo lica tega področja. Ne? Recimo v tem primeru, to je primer ravninskega grafa, ne? In slika nam zdaj ravnino razdeli na 6 področij oziroma lic. To je področje številka 1, ta del ravnine, področje številka 2, področje številka 3, področje številka 4, področje številka 5. No, eno področje je pa neskončno, to je tisto, ki je izven, ne? To je to področje številka 6 v našem primeru. Ne? Še en primer grafa ravninskega, ki nam zopet razdeli ravnino na neki področji, področje številka 1, področje številka 2, področje številka 3 in to neskončno področje številka 4, ki je nekako izven tega grafa. Ne? No, pa dajmo vzeti en tak ravninski graf, ne? In dajmo število njegovih vozlišč označiti z malim v-jem, število njegovih povezav z malim e-jem in število njegovih področij oziroma lic z malim f-jem. V tem primeru, ne, ki smo ga prej imeli, je v 8, 8 vozlišč imamo, e je 12, 12 povezav imamo in f je 6, 6 področij, 6 lic imamo. Ne. Pri tem grafu je v 10, e je 12, če bi prešteli povezave, f je pa 4, število teh področij je pa 4. Ne. No in še en doprinos Eulerja, ko je začel s to teorijo grafov, je ta, da je dokazal naslednjo formulo. Namreč ta tri števila, število povezav, število vozlišč in število področij ne morejo biti karkoli. Vedno velja, da je število vozlišč minus število povezav plus število lic enako 2. Ne glede na to, kater graf boste vzeli, samo da je ravninski, se pravi, da se ga lahko nariše v ravnini tako, da se povezave ne prekrižajo med sabo, vedno velja ta tako imenovana Eulerjeva formula. Ne? Recimo, če pogledamo v tem primeru, kot rečeno, v je 8, e je 12, f je 6, v minus e plus f je 2. Ne? Ta primer zopet v je 10, e je 12, f je 4, v minus e plus f je tudi v tem primeru 2. Ne? Ena zelo enostavna posledica Eulerjeve formule, pa nimam zdaj časa, da bi jo dokazali, čeprav sem mislil, da bi jo, ker dokaz ni pretirano težak, je ta, da je pri ravninskem grafu je število povezav, torej e, vedno manjše ali enako od 3-krat števila vozlišč minus 6. Pa bom dokaz pustil, čeprav ni težak, ampak omenjam to formulo, zato ker sem že prej omenil, da je ponavadi zelo težko dokazati, da nek graf ni ravninski, ker bi morali neskončno možnosti premisliti, a res ni mogoče ta graf narisati tako, da bi ga narisali v ravnini, brez da se povezave med sabo križajo. Ne? Ampak s to neenakostjo, ne, da je število povezav manjše ali enako od 3-krat števila vozlišč minus 6, pa to recimo v tem konkretnem primeru lahko uporabimo. To je graf, ki ima 5 vozlišč, se pravi v je 5, če preštejemo povezave, jih je natanko 10, ne? Se pravi število vozlišč je 5, število povezav je 10 in če bi bil ta graf ravninski, bi morala tista neenakost veljati. Torej, število povezav bi moralo biti manjše od 3-krat števila vozlišč minus 6, kar pa pri tem grafu ne velja.
število povezav je 10, 3-krat število vozlišč minus 6, torej 15 minus 6 je pa 9, ne. Se pravi, ker ta neenakost ne velja, ne, je potem to dokaz, da ta graf tukaj ni ravninski. Ne. Tako da mogoče bi se jaz potem na tem mestu ustavil, tisti izrek 4 barv bomo pa potem za enkrat naslednjič prešparali. Tako.